N1 podcast s Suzano Lovec. Spoštovani poslušalci in poslušalke, dragi gledalci in gledalke, konec šolskega leta se bliža, učenci in dijaki, učitelji in profesori, starši. Za vse je to poseben čas, zadnji mesec pouka in ocenjevanja. In o tem danes z mojima gostoma. Še prej pa obvestilo, moje N1 podcaste lahko vsak konec tedna gledate ali poslušate na N1, torej n1info.si. Lahko se nanje naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov ali na YouTube kanalu N1 Slovenija, dostopni pa so tudi na EONu in na strani Metroplay. Moja današnja gosta pa sta učiteljica leta 2024 Simona Šarlah, dobrodošli. Hvala lepa, pozdravljeni. In Jernej Ajd, profesor, ki je pred 2 letoma svojim dijakom napisal pismo, ki ga je na koncu brala vsa Slovenija. Dobrodošli. Hvala lepa za povabilo, dober dan. Gospa Šarlah, prihajate iz osnovne šole Vojnik, poučujete nemščino, filozofijo, etiko. Odkar ste bili učiteljica leta, ste imeli, brala sem kar nekaj intervjujev, v katerih, če potegnem črto pod njih, v bistvu najbolj poudarjate pomen medosebnih odnosov v šoli. K vsemu drugemu šolskemu še pridemo, a za začetek se pri odnosih vse začne in konča. Tako je. V bistvu mislim, da je to poanta življenja. Ves čas moramo delati na odnosih, ali je to v šoli, ali v družini, med prijatelji, v službi, kjerkoli. In jaz mislim, da se res tam vse skupaj začne. Tako kot se človek počuti, takšne vibracije, ko daje od sebe, to tudi prejema nazaj. Predvsem spoštovanje je ena taka redka vrlina, ki je v izumiranju, in če tega ne začnemo nadgrajevati že v osnovni šoli, se mi zdi, da se nekje s časoma potem tudi izgubi in se mi zdi nujno delati predvsem na tem. Profesor Ajd, vi na Prvi gimnaziji v Mariboru učite slovenščino. In v tem vašem pismu dijakom, pismu, ki je postalo viralno, ste pred 2 letoma zapisali: zame ste veliko več kot ime v redovalnici, ocena pri slovenščini ali na maturi. Zdaj, ta stvar je takrat, ko so jo brali vsi, ganila v bistvu vso državo. Se sprašujem, kako lačni smo prijaznosti in človečnosti, če en tak zapis v bistvu tako zelo gane ne samo dijake po državi, ampak tudi starše in ljudi, ki nimajo zveze s šolo. Smo lačni človečnosti in prijaznosti? Seveda smo, če se ozremo po medijih, kakšne novice pretežno krožijo, koliko je nekih laži podtikanj. Če pogledamo samo tudi komentarje ljudi na spletnih medijih, na socialnih omrežjih, kako so sovražno nastrojeni, se ne čudim potem, da je zdaj, ko gledam nazaj, da je to pismo imelo tak odziv. Normalno, to je pokazatelj, koliko si želimo dobrih zgodb, koliko si želimo lepe besede, koliko si želimo, da slišimo nekaj lepega, da smo pohvaljeni, da vidimo, da še vedno ljubezen je tista rdeča nit na svetu, ki svet gor drži. In vesel sem, da je tisto pismo dobilo tak krog oboževalcev, če lahko temu tako rečem. In zdaj, ko gledam nazaj, sem samo ponosen na to. Ja. Ker vi pa v bistvu ste povedali, vi ste vsaki generaciji vaši poslali pred tem. Razlika je bila, da je ta prišel v javnost, to pismo. Tako je, tudi letos sem poslal, ampak ravno mislim, da 6. leto, ko sem poučeval na Prvi gimnaziji, potem sem poučeval tudi hčer pevke, znane slovenske pevke zabavne glasbe Natalije Kolšek, Aisho Najo, ki je sicer bila zelo odgovorna dijakinja. In mami, ko sem to poslal, se je to zelo dopadlo. Dijakinja me je vprašala na hodniku, če lahko mama to objavi. Jaz sem v naglici rekel, seveda lahko. Gospa je to objavila in potem ostalo je zgodovina, pismo je šlo svojo pot in posledično sem danes zato tudi tukaj. Tudi ja. In upamo, dalo tudi komu misliti. Ob koncu šolskega leta na osnovnih šolah in srednjih šolah vaju lahko vprašam kar za začetek takole. Kakšna je specifika, če učiš v šoli ali si učenec v šoli tega časa? Torej, zdaj smo konec maja, še nekaj tednov je do konca. Kaj se dogaja? Po moje so pa strinjava, da je hektika, da je velika. Totalni kaos, večino panika, hitenje, pridobivanje tistih zadnjih ocen še, kar se mi ne zdi prav. Pri učencih, dijakih, ki so celo leto delali, se mi zdi, da bi bilo prav, da bi tudi lahko se malo na koncu sprostili, glede na to, da celo leto res nekateri garajo, se trudijo.
Tisti, ki so pa prej počivali, pa ne zdaj malo se potrudijo še na koncu, tako da je pa kar, no, mi smo obremenjeni, časovno nas vedno, ne. Konferenca se bliža, matura verjetno tudi tisto, kar posebej prida zraven. In je kar panično, no, na trenutke. Res je, mi smo tudi zdaj na gimnaziji na višku pridobivanja ocen. Dijaki od 1. do 3. letnika, ne, zdaj na veliko pišejo teste, tudi ustno odgovarjajo, upravljajo svoje obveznosti za ocene. Tako da je to obdobje stresa. Posledično mi, učitelji, sestavljamo ogromno testov, veliko testov tudi popravljamo, esejev, če izhajam iz sebe. No, ravno danes sem se pa poslovil še od 2. oddelka 4. letnika, ki ga poučujem. To so maturanti letošnji, jutri imamo slovo maturantov. Maturanti se v bistvu še ne poslavljajo od obveznosti, kaj ti čaka jih še matura. Že naslednji četrtek pišejo razčlembo neumetnostnega besedila pri slovenščini, potem jih čakajo tudi drugi pisni preizkusi, sledijo še ustni deli mature, tako da ta višek se šele bliža. Mislim pa, da smo že vsi kar na trnih, pa vsi z močmi bolj pri koncu. Mislim, da dijaki čakajo, da lahko čim prej zaprejo učbenike, zvezke, profesori, da lahko zaključimo ocene, starši, da si zatisnejo oči, mogoče pred ocenami ali pa se tega poveselijo. Vsi si pa zagotovo želimo tiste umirjene družinske, življenjske dinamike, ki jih počitnice prinašajo, in komaj čakam. Vi ste nekje povedali, da v bistvu za vsako valeto jočete, ko odhaja ena generacija. To je za vas v bistvu tudi čustveno. Ja, zelo. Mi smo, ponavadi smo razredniki z razredom od 6. do 9. razreda. Jaz sem včasih poučevala že od 4. razreda dalje, kar pomeni, da se kar nekaj let srečujemo. 2-krat tedensko, pri nekaterih, ki jih učim še recimo zraven etiko, pa filozofijo, še toliko več ur. In to, glede na to, da smo taki sproščeni, glede na to, da sem vodila tudi šolski parlament, se stkajo taki res posebni odnosi. Zelo blizu smo si, se tudi popoldne kdaj slišimo, tudi med vikendi. Res ogromno časa preživimo skupaj in to slovo je kar precej čustveno. No. Bi zdaj dali nekaj koristnih nasvetov mogoče za učence in dijake, učenke in dijakinje za te zadnje tedne? Povedala sta oba, hektika, stres, pridobivanje ocen. K temu k ocenjevanju še pridemo, ampak recimo, če smo čisto konkretni, kako naj se zdaj te zadnje tedne, ko voda teče v grlo in ko je veliko ocenjevanj, otroci učijo? Imate recimo kakšne koristne nasvete, kaj vi recimo predlagate svojim učencem? Zdaj jaz pravim, da tisto prvo, kar je, da se zberejo, pa poslušajo najprej pri pouku. To je tisto, kar se mi zdi že, da je pol naloge upravljeno, ker če so tam, če morajo sedeti 6, 7, 8 ur v razredu, je še najboljše, da ta čas izkoristijo. Potem pa naj se učinkovito učijo doma, ko se učijo. Ne s telefonom zraven, ne z drugimi motivci. Če treba tudi mogoče za jedilno mizo, ne, kjer pač nimaš nekih drugih, nimaš računalnika zraven sebe, telefon stran od sebe. Jaz mislim, da ne rabijo celo popoldne se učiti, da si po pouku vzamejo nekaj odmora, potem pa obvezno kakšen kozarec vode, jabolko, da ne hodijo to še potem med učenjem, pa da delajo redne pauze. Te pauze recimo za osnovnošolce so na koliko minut? Zdaj tako pravijo, da njihova koncentracija je nekje 45 minut. Zdaj čisto odvisno od učenca do učenca, nekateri zdržijo dlje, nekateri manj. Jaz bi si naštimala uro. Jaz bi jim tako priporočala, da si kak alarm naštimajo, ne, da potem, ne da ves čas gledajo na uro, kdaj bo konec, ne, ampak da si prav, ne vem, zdržijo nekateri uro, 2, absolutno pa ne več. No. Da grejo na kak sprehod, da si privoščijo sprostitev, precej gibanja, da grejo ven, ne vem, grejo na igrišče.
da si mal prevetrijo možgane, no, in naj ne sedijo za knjigo, tisto neučinkovito, ne vem, celo popoldne, ker nihče ne more tako dolgo delati. Tako da, če imajo 2 uri, recimo, ali pa uro učinkovitega učenja, jaz mislim, da je to dovolj. Torej, rajši krajše in učinkovito kot Tako. strmenje brez razmišljanja v zvezke, ne, ki samo čas odnaša. Ja, pa fino je, da najde nek svoj način učenja. Ne. Zdaj, nekateri so tisti, ki so kinestetiki, torej gibalni tipi. Ne. Naj se mogoče usedajo na kak vrtljiv stol, ne, ali pa na tisto žogo napihljivo. Naj hodijo, naj glasno ponavljajo, recimo. Ne. Tisti, ki so vidni tipi, si mogoče kaj z barvami, ne, da najdejo nek način, ki jim ustreza. Nekaterim pa pač ustreza, da berejo na glas. Nekateri si delajo miselne vzorce, naj najdejo način, ki jim pač sede v tistem trenutku ali pa z tisti predmet. Pa priporočam risanje kakšnih znakov, oziroma da si besede lažje zapomnijo, ne. Da se učijo za ustna preverjanja znanja ustno, zapisna pisno. Sem pač jezikoslovka tudi, tako da pri teh stvareh, da najdejo nek način, ki njim posebej ustreza, no. In potem je pa vse lažje, no. Profesor Rajt? Ja, res je, strinjam se s tem, predvsem, da se začne učenje pri pouku. Ne moram reči, da kar opazujem nekatere dijake, ki ne izkoristijo časa pri pouku, ne poslušajo razlage, potem pa posledično imajo zato doma več dela. Pojavljajo se različne težave. Zdaj vemo, na gimnaziji je snov obširnejša, obsežnejša, pa tudi zahtevnejša. Ne? In kaj jim pa jaz svetujem, da pač takrat, ko je čas za učenje, naj ga izkoristijo, tako v šoli kot doma, da naj se potrudijo, da naj dajo vse od sebe, da bodo imeli lepe počitnice. Življenje ni samo zabava, tudi učenje ni samo zabava, učenje povzroča stres, ampak ta stres naj bo dobro odmerjen, naj bo zdrav, naj se z njim dobro spopadajo in stres oziroma vsak izstop iz cone udobja pomeni napredek. Ne, in da naj se tega zavedajo, vsekakor pa naj ne paničarijo, naj ne zapadejo v neke pregloboke stiske, ker to ni življenjsko pomembno. In če bodo dali vse od sebe, se bodo stvari prej ali slej postavile na svoje mesto in bodo za to svoje delo, vložek tudi nagrajeni. In to najprej z lepimi počitnicami, kasneje pa seveda mogoče s kako karierno priložnostjo v življenju. To bi bilo moje naslednje vprašanje. Kaj pa, če recimo doživijo neuspeh, ne? Če dobijo recimo negativno oceno ali pa oceno, ki je veliko slabša od tega, kar so pričakovali. Vi pravite, ni konec sveta, ne? Ni. Kako naj se... Kaj bi jim spodbudnega rekli? Kako naj potem poberejo to, kar je padlo na tla? Naj skušajo preprosto ozavestiti, da to ni življenjsko pomembno, kot sem že povedal. Naj se preveč ne sekirajo, naj poiščejo tudi razloge, zakaj se je to zgodilo. Velikokrat recimo dijaki, vse vemo, ljudje smo nagnjeni h kampanskosti, si pustijo preveč naenkrat, potem pa se, ne vem, zvrstijo testi 4-5 testov v 2 tednih in je potem stiska. Ne moreš ti naliti v 3 deci kozarec vode, liter tekočine, ne, čisto na koncu, pa da bo to noter ostalo. Skratka, naj si to dobro razporedijo, in da naj ugotovijo, skratka, zakaj je šlo to narobe, pa potem probajo to popraviti. Če pa recimo je težava prevelika, pa naj mogoče probajo obrati drugo pot, mogoče pa niso na pravem mestu, ne vem, ampak to je zelo redko. Ne. Dijaki so kar dobro samorefleksivni, dobro se poznajo in so tudi fair, odkrito priznajo, kaj so delali narobe in tudi skušajo to popraviti naslednjič. Kaj pa recimo pri mladih? Kar povedi. Ja, če lahko to dodam, ne. Ni vsak dober na vsakem področju. Niso vsa področja tvoja močna področja. Jaz to poskušam, ker vidim dosti enega perfekcionizma oziroma mogoče celo pričakovanje staršev, ki so včasih nerealna ali pa zelo previsoka. Jaz vedno mislim, da si pač moraš dovolj visoke cilje postavljati, ampak vedno ne pa stremeti k temu, da si vse povsod najboljši. Ne? Da si pač poiščeš neka močna področja, pa v tista vlagaš res vso svojo energijo, kar najdeš pač, ne vem, nekje, ker se dobro počutiš, ker vidiš, da lahko rasteš, si lahko tudi 4, 3 zadovoljen. 3 je dobra, ocena dobro. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da so nekateri otroci preveč zahtevni do sebe, mogoče tudi starši, mogoče včasih starši celo bolj. Tista druga stvar pa je samo ena ocena. Je. Jaz vidim, da pač neka deklica na hodniku joče, pa mislim, kaj pa se je zgodilo. Ne?
Ja, 4 sem dobila, ne, ali pa 3 sem dobila. Ja, ok, ena ocena je spodrsljaje. To je del življenja. So vzponi, pa so padci. Ne? Ok, zelo je malo kritično, če je na koncu negativna ocena, ne? Ker pač zmanjkuje časa, ampak vse se da tudi pol popraviti, vse se da vse. Če ugotoviš, aha, tule sem nekaj naredil narobe, kaj lahko naredim še, ali pa mi reče, mi ne gre. Ne gre mi še. Potrudi se, najti nek način in bo šlo, ne? Se vse da. Opažate, je veliko pomoči med ali premalo med samimi recimo otroki in dijaki, si pomagajo med sabo, si razlagajo, se poslužujejo pomoči, ki jih šole nudijo, recimo dovolj, dopolnilni pouki in tako naprej? Ne, po mojih izkušnjah ne. Po mojih izkušnjah ne, dostikrat opažam, da so otroci bolj apatični, dostikrat pride mama obupana na govorilne ure, ker pač ne ve več, kaj še lahko naredi, ker njemu je tako vseeno. Ni motivacije? Ni motivacije, ampak jaz vidim tukaj, pač mogoče sem krivična, pa ni v vsakem primeru tako, ampak dostikrat starši prevzemajo naloge otrok. In to je tisto, kar bi res položila staršem na srce, naj bodo ocene njihove. Vsaj v osnovni šoli se to vidi, ko mama naredi plakat, ko mama dela izpiske, prepisuje, ne, otroci pa postanejo apatični. Vsi drugi prevzemamo odgovornost za njih. Ne. Učitelj ni dovolj dobro razložil, mama mi ni pospravila v torbo, verjetno to na gimnaziji tega ni več, ne. Ampak ne, so pa druge oblike, mogoče malo iracionalne starševske pomoči, ki to dejansko ni. Torej, pomoč je, če je smiselna, če mu tudi pomaga dijaku na življenjski poti. Zdaj, ravno to, kar sem prej govoril, da v šoli ne poslušajo, recimo, starši marsikdaj napišejo kakšna opravičila, vemo, ki pač to niso, ampak ok, to ni moja stvar. Ne, in potem jim pa recimo plačajo inštrukcije, pustijo jih doma, da se doma učijo, ne vem. Potem petka takega dijaka ni ista, ni enakovredna petki ali pa katerikoli oceni drugega dijaka, ki pa je v šoli, ki posluša, ki s tem tudi kaže nek interes in odnos do šole, do vsega, tudi odnos do učiteljev, ne nazadnje. Tako da, ne vem, jaz bi prav tako, kot gospa govori, ne, kot je povedala, da položijo staršem na srce, da je tudi odnos pomemben, da naj jih učijo za življenje. Ne samo to, da je tista trenutna ocena takšna, kot si oni veliko krat predstavljajo ali pa od dijakov pričakujejo. Res pa je, da pač na koncu, do konca srednje šole jih ocene definirajo. In za vstop na gimnazije, za vpis na gimnazije so ocene velikokrat edini kriterij. Ne, in tukaj bi morali mogoče razmisliti znotraj šolskega sistema, kako to nekako popraviti. Vem, da nekoč so bili sprejemni izpiti. Jaz mislim, da bi morale fakultete, že tudi srednje šole same poiskati dijake, študente, ki so potencialni njihovi potem obiskovalci, slušatelji, in da bi tako bilo lažje. Ne? In zdaj smo pri tem eni od teh poglavij iz zgodbe o slovenskem šolstvu in kaj je šlo narobe, kje je šlo narobe. In ena od teh najbolj kritiziranih stvari je ta tako imenovana ocenomanija, oziroma diktatura 5, kakorkoli temu rečemo. Torej ta pritisk, ko je v bistvu učenec zreduciran na ocene, kot ste že vi nekako nakazali, in da so te ocene najpomembnejše, ne pa znanje, odnos, to, da otrok sam dela. In v to so vpeti v bistvu cel sistem. In šole same, in starši, in posledično tudi učenci, dijaki. Kako v bistvu, kje vidva rešitev tega, ne? Da bi bilo znanje in učenje tisto, ki bi bilo prevladujoče, ne pa ocena sama. O tem mi smo sicer, naj povem gledalkam in gledalcem, smo recimo že intenzivno pisali večkrat v preteklosti o slovenskem šolskem sistemu, v katerem je marsikaj, to je treba povedati, izjemno dobrega, da ne bomo tukaj kritizirali, samo kritizirali, ampak nekatere stvari pa bi veljale biti premišljene. Ne? In recimo napisali smo v rubriki Poglobljeno, lahko poiščete članek, kaj vse je narobe z našim šolstvom, in imeli smo tudi že podcast z 2 strokovnjakoma tudi o tej temi. Ampak me zanima vaju 2 iz prakse, oba sta učitelja, kje vidva vidita rešitve. Tukaj so bile spremembe, ne, v zadnjih 10 letih.
Ja, rešitve. Zdaj, dobra poteza po moje, če so že ocene tiste, ki so kriteriji za vstop na srednje šole, tu se še mi nekako zdi smiselno, ne? Po koncu osnovnošolskega izobraževanja, da so ponovno naredili tako, da šteje ta NPZ, nacionalno preverjanje znanja. Kajti kar nekaj let tega ni bilo in takrat se je začelo s tem, kar zdaj na veliko očivkamo vsi, da so začeli vdirati starši v šole, se vključevati v učni proces, predvsem v ocenjevanje. Na koncu znanje več ni bilo pomembno, samo da je učenec dobil oceno, kot jo starši pričakujejo. Takrat se je začelo, da nimamo več normalne Gaussove krivulje, ampak jaz pravim temu Gaussovo skakalnico ali pa daljico od 3 do 5. Ne? In zdaj, če vseeno se eksterno znanje preveri na koncu, potem vidiš dejansko, kdo ima instant ocene in komu se ocene pri pouku pokrivajo. Tako da tukaj je smiselno. Kar se tiče pa na koncu srednje šole, pa kot sem že povedal, matura ne bi smela kot edina šteti. Zdaj si pa predstavljate, nekdo gre študirati medicino, kjer delaš z ljudmi, kjer je prav tako kot strokovnost pomembna človečnost, humanost. Zdaj nekdo, ki ima same 5, pa niti malo posluha za sočloveka, bo lahko šel medicino študirati, nekdo, ki je pa recimo prav dober, pa je prav tako intelektualno več kot dovolj sposoben, da bi to fakulteto naredil, pa ne bo nikoli zdravnik, čeprav bi bil mogoče boljši zdravnik. Vse čisto isto je pri učiteljskem poklicu. Da si učitelj, moraš biti najprej srečen človek, moraš biti human, pošten in to so vrline, ki jih nikjer ne preverjamo. Zdaj, kako to preverjati? Ne vem, neki testi za čustveno inteligenco, kakorkoli obstajajo, vem, da se tudi jih poslužujejo v nekaterih družbah, mi še nismo tako daleč. Jaz bi rekel, da poleg mature bi morali upravljati tudi intervjuje z potencialnimi študenti, recimo, ko se vpišejo na fakulteto ali se želijo vpisati in bi tako nekako ocenili psihološki profil, ali je ustrezen nekdo za določen poklic ali ne, ali pa na kakšni tehniški fakulteti preveriti tehnično znanje ali pa vsaj talent, ne, nekaj takega. Se absolutno strinjam, ne? Ker lahko potem dobiš nekega strokovnjaka, ki je strokovnjak na svojem področju, nima pa občutka za človeka. Ne? In takšno, recimo, ne vem, v šolstvu nima kaj početno. Se meni zdi, ne? Tako da ravno to bi bil po moje eden od možnih načinov. Če se vrnemo, pridemo v bistvu še k tej temi, ampak če se vrnemo zdaj čisto malo še nazaj k staršem in tem zadnjim tednom, ko ocene padajo, ko je veliko testov spraševanj. Kaj bi jim rekli za te zadnje tedne? Kaj pomeni v resnici pomoč otroku in kaj ni prava pomoč? To, da se zraven otroka učijo, verjetno ni prav, razen če otrok nečesa ne razume, da mu razložimo. Obstajajo pa starši, ki v bistvu sedijo z otrokom ves čas. V srednji šoli upam, da ne, za osnovno šolo pa vem, da to obstaja. Ne? Opažate to? Tudi še v 9. razredu, kar se meni zdi absolutno predolgo. Bi se moralo to že nekaj let prej končati, kar je zdaj, če se pač zadeva vlekla 9 let, bodo v tem zadnjem mesecu težko to prekinili. Jaz bi jim položila na srce citat doktorja Kristoviča: vse za njih, a nič na mesto njih. Tako da, ja, prav je, da jih spodbujajo, prav je, da verjamejo v njih, da jim pomagajo, da, ne vem, se pogovorijo z njimi, da jim prisluhnejo, ampak naj pa ne delajo namesto njih. Naj bodo ocene res otrokove in otrok bo veliko bolj zadovoljen, pa veliko bolj samozavesten, če bo vedel, da je to oceno pridobil sam. In da je šola njegova stvar. Tako. In njegova odgovornost. Otrokom vzemamo to odgovornost. Otrokom odzemamo zato, ker pač jim ni potrebno več skrbeti za to. Ne? Čeprav jaz še vedno pravim, da oni nimajo, ne vem, položnic za plačevati, nimajo skrbi, kaj bodo skuhali za kosilo, kako bodo napolnili hladilnik, kdaj je treba avto peljati na tehničnega. Njihova edina skrb in odgovornost, res odgovornost je šola. In ravno to poslušanje pri pouku, upravljanje nalog, skrb za zapiske, tudi medvrstniška pomoč, da pomagaš nekomu, če je v stiski. To je pač njihova odgovornost in mi jim pač moramo dati priložnost, da jo prevzamejo. Zapiske ste omenili, ne? Omenjali ste jih tudi vi ste pa napisali pred začetkom šolskega leta, v začetku šolskega leta eno pismo vsem učencem, ne, po Sloveniji in notri v tem pismu ste 2-krat, mislim, da omenili, če nekoga ni, če potrebuje zapiske, dajte te zapiske mu priskrbeti. Opažate, da se to ne dogaja?
Ja, tega ni. Ja, ni Tega te pomoči. Ne. Lahko se, ne pravim, da se nimajo radi, ampak ne dobijo zapiskov več. Če nekdo zboli, mi smo včasih, ne vem, dali vrečko zvezke, pa smo šli k sošolcu, tudi če je bil prehlajen, pa je imel gripo, pa smo preživeli 2-3 ure z njim, je prepisal, pa si šel potem domov. Ne? Zdaj pa niti tega si ne vzamejo časa, da bi poslikali. Včasih je res problem, tako da se starši obrnejo tudi že na predmetni stopni, na učitelja, na razrednika, prosim, uredite jim zapiske, ker preprosto pogledajo sporočilo, imajo te skupine, pogledajo sporočilo, ampak pošlje pa nihče ne. In je do teh zapiskov težko priti. No? Na srednji šoli opažate, so skrbni eden do drugega, si pomagajo, ali je tega manj, kot je včasih bilo? So. Zdaj je odkrito, to so že večji otroci, to so mladostniki. Mi se toliko v njihovo dinamiko, v dinamiko njihovih odnosov, kje oni zapiske dobijo, ne vključujemo. Oni so na poti do študija. Jaz se včasih hecam, da je gimnazija ali pa srednja šola so neke vice na poti, ne? Od osnovne šole do raja študija oziroma kasneje življenja, in tukaj že morajo biti do neke mere samostojni, tako da toliko pozorni na to, ali oni to dobijo ali ne, niso. Opažam pa zelo kar dobre odnose, no, bom rekel, na naši šoli. S tem se naša šola tudi kiti in se upravičeno kiti, da spodbujamo to medsebojno pomoč, da imamo dijake, ki so srčni, ne, tudi mogoče kdaj za ceno kakega formalnega rezultata na maturi, in da še, ko gledamo svoje dijake, si lahko obetamo lepšo družbo, ali pa ne ravno še nek tak prepad, ki ga vsi napovedujejo. Da ne bo zdaj tako zvenelo, kot da naši niso. Ne, krasni so, saj vsi pomagajo, dostikrat recimo opazujejo, če se komu kaj dogaja, če jih kaj zaskrbi, pridejo povedati. Ne? Ampak tu pri zapiskih je res, se mi zdi, da nekako postajajo apatični, no? Da se jim ne da toliko potruditi. Ne? Drugače pa taki res ti prijateljski odnosi, se poznano, da smo mi tudi bolj vaška šola in na podeželju so odnosi čisto drugačni. Me pa veseli, da je v Mariboru podobno. No? Yeah. Motivacija, ne? Gospa Šarlah je govorila prej, da se zgodi tudi, da otroci niso motivirani, da se jim zdi, da ta šola, da je zdaj vsega preveč, da šola ni njihova stvar, zakaj bi se sploh učili. Opažate tudi vi to in kako recimo motivirati učence in dijake, da, kot se temu reče, stisnejo zdaj še zadnje tedne? Ja, veliko dijakov je že samo po sebi motiviranih, ne nazadnje gre za ocene, radi bi imeli lepe počitnice in večina jih ima tudi že neke ambicije in kar izdelane cilje, kam bi potem po gimnaziji radi prišli. Tiste, ki pa niso toliko motivirani, tistim pa pač ponudimo kako spodbudno besedo, poskušamo z nekim pristnim stikom, odnosom jih na to napeljati, da najdejo tisto motivacijo, mogoče tudi zaradi nas, če že ne toliko zaradi njih samih, ampak načeloma nekih večjih težav nimamo, ne? Ker večina dijakov z dobrim uspehom sorazmerno izdela letnik. Zdaj, normalno, da se pa pojavljajo vsako leto tisti, ki si pač mogoče sami nočejo pomagati ali jih ne zanima, ampak jih je kar krepko v manjšini. Res pa je, da kar precej usmerjajo dinamiko, da s tistimi se veliko ukvarjamo, seveda dodatne teste moramo sestavljati, tako da že samo administrativno delo je povečano zaradi njih, ne? Ampak pol na koncu imamo kar zelo visok procent uspešnosti in to tudi kaže na neko motiviranost dijakov. Zdaj, to je tudi čas, ko se otroci ugotavljajo, ali se bodo lahko upisali v želeno srednjo šolo ali ne, ali bodo šli tja, kamor si želijo, ali pa mogoče kamor si želijo njihovi starši. In tudi podobno je z maturo, ne? Kaj bo ta matura prinesla, kam bodo šli naprej, kamor si želijo. Je eden od teh nasvetov, ki bi jih vidva dala, to, da tudi ta odločitev, če se ne uresniči nekaj, kar so si želeli ali pa kar so napisali kot svojo, kaj je bila njihova prva izbira, da ni to usodna stvar. Jih to zaznamuje. So to velike stiske, recimo. Ja. To se zdaj verjetno kasneje bolj pozna, ne? Kasneje, mogoče bolj. Ja. Morate vedeti, da kar nekaj, čeprav sem prej rekel, ne, da je veliko jih ima jasno zastavljene cilje, nekateri pa ne vedo. Ne, zato se mogoče tudi
poleg seveda ustreznega učnega uspeha vpišejo v gimnaziji in potem čakajo, kaj bo in tako naprej. Ampak jaz bi rekel, ja, kot ste vprašali po nasvetu, gledajte, če se ena vrata zaprejo ali pa se ne odprejo, vse niso samo ena vrata na svetu, vrat je zelo veliko. Zelo veliko je možnosti, kaj početi in mogoče se odpre pa še kakšna nova, boljša možnost za tistega. Ne obupati, pač vzeti življenje takšno, kot je. Ena od sposobnosti preživetja je tudi prilagajanje in mogoče je pa ta druga možnost celo boljša. Ja, saj to je ravno to, ne. Vse se zgodi z namenom, jim jaz rečem, ne. Saj je pač bilo tudi dokazano, več raziskav je bilo narejenih, da Slovenci v povprečju, mislim, da 5-krat v življenju zamenjamo profesijo, ne, in tako. Ni nujno, da se pa bodo tudi, če to šolo končajo, pa res dejansko s tem ukvarjali. Neka formalna izobrazba pač mora biti, ampak po moje, ne, če ne gre nekje skozi, mogoče pa druga priložnost, pa še mogoče bolj na mesto, no. Pod črto mogoče, če zaključimo ta del pogovora, kaj bi vi torej meseca maja svetovali učiteljem na eni strani, na drugi strani pa učencem in na tretji strani staršem, če mogoče najbolj pomembno misel za te dni, te tedne? Jaz bi rekla, da jih ocene ne definirajo. Otroci so veliko več kot pa tista ocena v redovalnici. Naj ne obupajo, naj se ne ocenjujejo po tem, kar pišejo v spričevalu, naj dajo maksimum od sebe, ampak naj se predvsem trudijo biti tudi dobri ljudje, sočutni do ostalih ljudi, do živali, do okolja. Šola ni vse. Ja, isto, zdržite, ohranite mirne živce, dajte vse od sebe, še vedno pa hodite po svetu z odprtimi očmi, z odprtimi srci in če boste dali vse od sebe, če boste širili dobro, se bo tudi šolsko leto dobro končalo, še bolj pa na dolgi rok, neka etapa v življenju, tako da zdržite, no, skratka dober mesec še je do konca za osnovnošolce, za dijake od 1. do 3. letnika. Maturantom bi pa rekel, potrudite se, zdaj to je pač najtežja preizkušnja do zdaj na vaši poti šolanja in vse bo ok, ker bo. Prihajamo k temu pogovoru o šolskem sistemu, malo več bomo o tem rekli. Prejšnji teden, ko sem se pogovarjala z eno od, rekla bom, bolj čutečih in tudi precej javno izpostavljeno učiteljico iz osnovne šole, iz ene od osnovnih šol, mi je rekla, v bistvu treba se pogovarjati tudi o slabih učiteljih. To je pogovor, ki bi ga Slovenija morala imeti. Niso vsi učitelji dobri in sploh s tem pomanjkanjem, torej s kadrovskim problemom, ki je eden od sistemskih problemov našega šolskega sistema trenutno. Nakazoval se je ta težava, se je nakazovala dolgo časa, zdaj je tukaj in v bistvu je praktično iz leta v leta hujša. Prihajajo v sistem tudi učitelji, ki niso dobri učitelji, ki, ne, skratka, ona je rekla, ta letvica se je zelo spustila. Kakšna je lahko razlika, ki jo občuti učenec, če ga uči dober učitelj ali slab učitelj? Jaz bi tako na prvo žogo rekla, da slab učitelj uči za ocene, dober učitelj uči za življenje. Predvsem otrok se mora počutiti ob učitelju varno, sprejeto in mislim, da lahko čisto normalno funkcionira, pokaže svoje znanje. Vse tako, kot sem rekla, nekateri so res strokovnjaki na svojem področju, manjka jim pa tisti čut, ne, do sočloveka in jaz mislim, da nam tukaj nas dela največjo razliko med nami, no. Dejansko dober učitelj, kaj je zame dober učitelj? Da je pošten, da je human, da obravnava enakovredne učence kot enakovredne, ob upoštevanju, da so seveda različni, da lahko vsakega opolnomoči, kolikor lahko, predvsem pa to, da z zgledom kaže to, o čemer govori, da ne da dela eno, govori pa drugo. Seveda mora biti pa tudi strokoven, ne, mogoče velikokrat preveč poudarjamo to humanost, je to najpomembnejša vrlina, ampak tudi strokovnost je pomembna. Ti moraš snov obvladati, ker če je ne, nimaš prav tako, kot če nisi human v učilnici, česa početi. Ampak imamo pa trenutno razmere, ko recimo učijo neko snov ljudje, ki se niso izobraževali v bistvu za
za ta predmet, ne? Ravno zaradi tega velikega pomanjkanja na nekaterih šolah, pri nekaterih predmetih, ne? Se ni to neko vsesplošno pomanjkanje. Vi ste že rekli javno, ne? Mislim, da prav za NN, da bi, ko govorimo o tem upadu avtoritete učiteljske, ne? Podobno kot ste zdaj rekli, ne? Da je tudi v učiteljskem poklicu veliko prostora za ustvarjanje avtoritete. Tako da pokažeš, da si človek na mestu, da se držiš dogovorov in pravil, da si pravičen, pošten in spoštljiv do dijakov, tako si lahko ustvariš avtoriteto. Res je, pa tudi s tem, da jim jasno postaviš meje. Ne da popuščaš, da to, kar zahtevaš od sebe, če si koliko toliko zahteven do sebe, zahtevaš tudi od njih. Torej, da se držijo nekega reda, da redno opravljajo svoje obveznosti, kajti to popuščanje, permisivna vzgoja, predvsem še pa popuščanje učiteljev pred starši, mislim, da je to nekaj najslabšega, kaj lahko narediš. Jaz bom rekel tako, da imam kar visok prag tolerance, ampak ko je nekje konec, je konec, tudi udarim po mizi in kako tako potezo, mogoče, ki ni vsem všeč. Mislite, ko starši pridejo do vas izsiljevati? Če se dijaki ne držijo reda, pa ne vem, mislijo, da bodo potem čisto na koncu lahko vse popravili, če se 2-krat, 3-krat ne držijo dogovora, če vidim, da se neki vedenjski vzorci, ki niso ravno pozitivni, ponavljajo, potem tudi možnosti ne dam. Seveda se držim pravilnika šolskega, ampak ponavadi damo profesori še več možnosti, kot pa jih pač pravilnik in pa zakon zahteva. V tem primeru pa potem ne. Ker neke meje pa moraš imeti, ne drugače kaj. Se bodo se pogovarjali, kaj te se pri temu, pa prideš z vsem skozi, kaj te malo greš, ne, in to je to. Tako da tega si ne smeš dovoliti, da postaneš mogoče karikatura lastne dobrote. Ne, to ne. Skratka, strokovnost kot prva stvar, da človek, ki uči, obvlada to, kar uči, če prav razumem. Potem postavljanje meja, to, da si v bistvu dosleden, strog, a pošten. Točno. Je tukaj mesto tudi za prijaznost in kako pomembna je prijaznost? Pred leti sem tukaj snemala podcast z 2 strokovnjakoma, pedagogoma in dr. Katja Jeznik, recimo z oddelka za pedagogiko na Filozofski fakulteti, je rekla nekaj v tem smislu, ne, da v bistvu se učenci boljše učijo, če prihajajo v bistvu v šolo, ki je nekako dobronamerna, kjer se dobro počutijo. Je pri dobrem učitelju pomembna vrlina tudi to, da je, kako bom rekla, da ima dober odnos z učenci, da je do njih spoštljiv. To ni namreč nujna stvar. Pa bi morala biti. Se pa ne dogaja. Ne? So pa učitelji, ki nekako sprejemajo učence kot sočloveka, drugi pa jih sprejemajo kot nekaj nebodigalih treba. Ne? In ravno to poudarjam, ne? Da se morajo počutiti sprejete, da se morajo počutiti varne, da si upajo spregovoriti, pokazati svoje znanje in strog učitelj ni neprijazen. Ne? Tudi strog učitelj lahko pokaže tisto svojo človeško plat, neko dostopnost, se lahko tudi nasmejiš. Mi se dostikrat pohecamo tudi pri pouku, ampak to ne pomeni, da je pa vse brez reda, da je kaos v razredu, da se lahko kadarkoli, kdorkoli oglasi. Točno to meje mora biti točno postavljene. Vse, ko jim pokažeš otrokom, točno vejo, dokot lahko grejo. Včasih poskušajo malo čez, ampak ko jim pokažeš, kje je konec, ne, to zelo dobro vejo. In mislim, da tudi učitelja, ki zna postaviti meje, tudi spoštujejo. Tistega, ki jih ne znajo. Mislim, ga ne spoštujejo. Ne. In jaz mislim, da je prav, da smo učitelji med sabo tudi različni. Nekdo je malo bolj strog, nekdo je mogoče malo bolj za hece, mogoče nekdo ogromno zahteva, nekdo bolj življenjske modrosti deli. In je prav, da se srečamo z nekom, ki je ves čas nasmejan, nekdo, ki je ves čas strog, se ne nasmehne, tudi pri pouku, ne. S tem ni nič narobe, to ni slab profesor. Ne. Tudi v življenju bodo imeli, ne vem, šefe, ki bodo sproščeni, bodo imeli šefe, ki bodo zelo strogi in to je vse šola za življenje. Ne? In se mi zdi prav, da smo med sabo različni, ne? Ampak absolutno pa obvezno spoštljivi. Ne? Ko govorite o dostopnosti, ne? Da, to verjetno mislite, da ima otrok, da se počuti varno, da pride, ko ima težavo. Tako. In hodijo s težavami, šolskimi, tudi siceršnjimi, drugimi? V osnovni šoli dostikrat tudi kaj drugega, ja. Pridejo, ko so kakšni stiski, ravno prej smo se pogovarjali, no, jaz zelo cenim to, da mi povejo po resnici. Ne vem, tudi če ga ni bilo v šolo, da pove po resnici, zakaj ne, kaj se je dogajalo.
otroci imajo toliko drugih skrbi, kot pa samo šola. Mi mislimo, da je pač samo šola tisto, kar se jim plete po glavi, ampak mogoče, ne vem, ga simpatija ni pozdravila danes zjutraj na hodniku, ne vem, mogoče je slabo spal, mogoče sta se starša po noči kregala, karkoli, no, lahko se, mislim, dogaja se milijon stvari in se mi zdi prav, da če otrok poišče pomoč, ne vem, ali je karkoli z družine, med prijatelji, da ve, da se lahko na nekoga v šoli obrne, se mu zaupa, pa mu takrat, včasih je dovolj, da mu samo prisluhneš. Včasih mogoče rabi kak nasvet ali pa mogoče samo kako spodbudno besedo, pa gre naprej, ne. Pri vas se obračajo dijaki, dijakinje tudi s kakšnimi težavami, ki se nanašajo na šolo ali tudi ne? Imate občutek, da pridejo? Ja, občutek imam, da mi zaupajo. Sploh moj oddelek, ki sem mu razrednik, to je moj drugi D, moji sončki, jaz temu pravim malo samo ironično, pa ironično. Veliko, oziroma ni ravno veliko tega, da se obračajo name, ampak pridejo pa s kakimi osebnimi stiskami, s kakimi mogoče informacijami, ki niso za javnost, ki niso najbolj prijetne. Do zdaj smo reševali uspešno znotraj oddelka, znotraj odnosa med mano in med mojim dijakom ali dijakinjo. Če pa so kakšne večje težave, za katere pa mi nismo usposobljeni kot strokovnjaki, pa nastopi svetovalna služba. Mislim, da deluje kvalitetno, dobro, s čisto vsemi ukrepi in tako naprej se jaz tudi vedno ne strinjam, ampak oni že vedo, kaj delajo. Če se s čim ne strinjam, tudi povem, ampak so potem tisti, ki so na mestu in te zadeve tudi pomagajo urediti. Je pa res, da v primeru še večjih stisk pa pač pomagajo zunanje institucije in strokovne službe. Tudi kak psihiater kdaj. Se zgodi. Ja, govorite torej o stiskah, ki so zdaj proti koncu šolskega leta verjetno še poglobijo, ne? So, ampak gledajte, tu niso samo te stiske v šoli. To so nekatere stiske so večne. To je prvič neurejene družinske razmere, izguba kakega od staršev, alkoholizem v družini, zloraba drog, zanemarjanje otroka, slabo socialno okolje, finančne težave. Ne? To so tiste globlje stiske. Jaz mislim, da te stiske, o katerih smo mi prej pretežno govorili, ki nastopijo ob koncu šolskega leta in zaradi ocen niso ravno tako intenzivne kot te, ne, in te se dajo rešiti ob koncu šolskega leta tako z nekim samozavedanjem, da mogoče ni pa zdaj to življenjskega pomena. Pri teh globljih stiskah so pa zadeve malo drugačne. Tega se je pa treba lotiti bolj poglobljeno in bolj sistematično. Duševne stiske se tudi sicer poglavljajo pri najstnikih in tudi že pri otrocih, ne. Veliko tega seveda otroci nosijo tudi v šolo, saj so pač celovita bitja. Vi pravite, pač je treba najti ta stik z otrokom, ne. Mislim, da ste nekoč rekli, da tiste, ki so najbolj krhki, vzamete tudi pod svojo perut, nekako tako ste rekli. Kaj pa recimo, če ni nikogar, ki bi v šoli opazil, da ima otrok neko stisko, ne? Ja, včasih otroci edino v šoli najdejo tisto varno zavetje, ker se počutijo res varno, pa sprejeto, ne, kar je res, se mi zdi kar katastrofa. Jaz mislim, da je prav, in to tudi otroke učim, da morajo opazovati svet okrog sebe, ker niso vsi odprti, vsak ne bo prišel, ne, ali do razrednika, se včasih pa mogoče ni razrednik, mogoče pa res svetovalna služba, ali pa ne vem, profesorca za biologijo, se vseeno, ne, samo da najde neko osebo, ki ji zaupa. In če to pa dostikrat tudi opažam pri otrokih, no, da vidijo, da je nekdo v stiski, pa pride potem sošolec ali pa prijatelj, pa opozori. Jaz sem zadnjič dobila SMS, meni se pa zdi, da se moji sošolki dogaja krivica, pa to vem, da ne bo pokazala, in sem blazno ponosna na njega, no, da je opazil najprej, da se nekaj dogaja in da je potem še poslal mi sporočilo. No. Krivica v šoli? Ja, pač medvrstniško, no, izločanje, to je te, kar je zelo pogosto, ne. In je rekel, pač, če lahko karkoli naredim, no, mi je malo namignil, kje, ne, pač deklica mi pride, zaradi drugih stvari tudi, ampak je rekel, da to pa ne bo povedala, ne. In mi je to lepo, no, da znajo opaziti nekje stisko, pa da znajo pa upajo poiskati odraslo osebo, ki ji zaupajo. Meni se zdijo pa največji problem v šolstvu ali pa med mladimi opazovalci,
ki ne odreagirajo. Torej, ko vidijo, da se nekaj dogaja, pa se obrnejo stran. Tukaj jih poskušamo opolnomočiti, da kako odreagirati v takih situacijah, kaj narediti, ne iz strahu, da sam ne postaneš žrtev, se umakniti, pa se dela, da problema ni, pa zamežati in pač biti srečen, da se to ne dogaja tebi, ampak da znaš odreagirati. No. Govorite tudi o nasilju oziroma recimo medvrstniškem nasilju, recimo. Ne. Ali pa tudi, če se vidiš, da se nekaj dogaja doma, ne reči, se to ni moj problem, ne. Odreagiraj, poišči nekoga, zaupaj nekomu, pa bojo mogoče odrasli vedeli, na kakšen način odreagirati. No. Vse mladi ne morejo vedeti, s temi situacijami se srečujejo, mogoče prvič v življenju, ne. Nimajo izkušenj, včasih še mi ne vemo, kako odreagirati. Ne. Dostikrat se moramo, ne vem, odločiti o 0,3 sekunde, kako odreagirati na kakšno situacijo, pa potem doma razmišljaš, ni bilo v redu, ne. Poskušaš pol pomagati, ne. Ampak otroci pa teh izkušenj, ki jih imamo mi, nimajo, ne. In dostikrat ne vejo, kako odreagirati. In je prav, no, da poiščejo pomoč pri odraslih tudi. In tudi stiske, ki jih imajo, ne, ki so ali te, ki se vežejo na konec šolskega leta na ocene in strah in tako naprej, ali te globlje, ki ste prej opisali, torej od depresij do prehranskih motenj, karkoli. Samo poškodbe. Ja, se otroci tudi verjetno ne znajo prepoznati ali pa ne znajo vedno v bistvu vedeti, da so v stiski in na koga se lahko obrnejo. Imajo vsi ta občutek, da je tudi šola varen kraj, kjer najdejo nekoga. Jaz si želim, da bi vedeli, no. Jaz jim dostikrat direkt povem, ne po ovinkih, ne dajem namigov, ker pač moraš biti tukaj. In si želim, no, in upam, da najdejo osebo, vsaj eno osebo, no, v kolektivu, na katero si upajo obrniti. Jaz mislim, da se o tem dosti govori, no. Vse. Jaz imam občutek, da kar pridejo. Tudi da opozorijo, če se kakemu prijatelju, sošolcu, sošolki kaj dogaja, pa tudi zase, če so v stiski. Jaz mislim, da moji dijaki vedo, da jih imam rad, da jih imamo vsi na šoli radi. Saj lahko to trdim, sem prepričan. Vi svojim dijakom poveste, da jih imate radi. Ja, da jih imam rad, da zdaj ne govorim ravno tega vsak dan. Pridejo pa trenutki, sigurno na mesec, dva, da to povem. Sploh recimo, če ga kaj polomijo, pa jih malo bolj po moško primem, bom rekel po domače, ne, in potem to je za vaše dobro, jaz vas imam še vedno rad, ampak pričakujem, pojdi in ne greši več. Ne, čisto tak. In dam jim tudi vedeti, da so pač varni na moji strani, da njihovega zaupanja ne bom zlorabil, da vse, kar je, ostane znotraj oddelka, ostane znotraj odnosa, razen če je taka stvar, da se moram na koga obrniti, ampak hvala Bogu, nekih takih res tistih globokih, hudih težav, še jaz nisem tak zaznal, ne, pri svojih dijakih. So imeli kar globoke psihične, psihološke stiske, ampak zdaj, da bi mislim, da do tiste skrajne meje še ni šlo. In to zaupanje si moraš zaslužiti. Ne? To ni nekaj, kar ti avtomatsko pripada, ko stopiš v prvem letniku ali pa v 6. razredu v razred. Ampak to so odnosi, ki se gradijo. Ne? Iz dneva v dan, iz ure v uro, iz minute v minuto. Zdaj lahko ti njim to govoriš, jaz vas imam rad, pol pa jih en mesec se obnašaš popolnoma drugače. To nič ne šteje. Dejanja, vsakodnevna konsistentnost, to je pomembno. Da oni vidijo, da ti naravno tako deluješ, ne da samo to govoriš. Ne, verjemite mi, da imajo kar ta moralni kompas vgrajen in tudi detektor laži. Dijaki dobro vidijo. Bullshit meter. Točno to. In ne kupijo vsega. Dobro vidijo blef, po domače povedano, ker se ga tudi sami včasih poslužujejo. Vse to je človeška narava. Ne, zdaj, če govoriva o mojih dijaki, to je populacija gimnazijcev, ki so kar zelo dovzetni. Tako intelektualno, kot tudi čustveno. Ne, no, dražljaje iz okolice znajo presojati. Ni. Ne, dobro, nekatere veščine mogoče manj razvijajo kot nekateri, kot generacije prej, ampak ta občutek za človeka še kar imajo. Ne. Sploh, če hočejo biti na to pozorni, kar opazijo. Zdaj smo veliko kar nekaj govorili o odnosih, ves čas v bistvu je to rdeča nit. Ne? Upam, da bo prišlo čez to sporočilo, da je to bistvo, ki bi moralo biti tkano v šolo in
tudi v te zadnje tedne. Kako pa vidva recimo poučujeta, če lahko v bistvu še z vidika učitelja? Imate kakšen poseben sistem? Kaj sta si zadala kot učitelja, ko stopita v razred, čez kaj recimo ne bi šla? Jaz poskušam pristopati sproščeno, kar ne pomeni zopet, da nimam reda. Ne. Jaz mislim, da ti odnosi so toliko pomembni in jaz mislim, da otrok bo ogromno snovi, ki mu jo podam, tudi pozabil. Ne. Sploh recimo, če se z jezikom kasneje ne bo več ukvarjal ali pa kakršnekoli to faktografsko znanje, se mi zdi, da si bo pa zapomnil tako, kako se je počutil ob meni v razredu s sošolci. Pa nisem samo jaz tista, ki gradim razredno klimo, niti približno, to je dvosmeren proces. In mi soustvarjamo vzdušje v razredu. V kakšnem razredu nam to res fantastično uspeva, v kakšnem pa tudi ne. So tudi bolj taki uradni odnosi, hvala Bogu je teh manj, ampak kljub temu jim pač poskušam dopovedati, da gradimo in učni proces in odnose skupaj. In tisto, kar bodo dali, bodo dobili nazaj. Če bodo dali spoštovanje, jih bomo tudi mi spoštovali. In meni se zdi, da ravno to, da znamo živeti te vrednote, ki jim poskušamo privzgojiti. Ja. Res je, kot ste rekli, odnosi vsekakor so pomembni. Bi pa poudaril to, da je učenje dvosmeren proces, da toliko kot daješ znanja, ga, če si dovzeten za to s povratno informacijo, z odzivom dijakov, učencev tudi dobiš. Zdaj bi se pa osredotočil tudi na to, na kak način čisto metodično podajati snov. Jaz recimo opažam, da še vedno je najbolj učinkovita metoda, sploh pri pouku jezika, tabla, kreda. Jaz razložim pravilo, vprašam, kaj znate, malo preverimo predznanje, potem napišem gor pravilo, primer, pol pa rešujemo naloge. In na ta način se mislim, da slovnice, pravopisa največ naučijo. Pri pouku književnosti, seveda imamo domače branje, tukaj moram poudariti, da otroci berejo manj, kot nekoč. Seveda, in zdaj, če jih večina knjige ne prebere, pol ti neke poglobljene obravnave ne moreš imeti, ampak beremo odlomke iz literarnih del, beremo pesmi, jih razložimo, aktualiziramo, interpretiramo za tisti čas, kako bi to bilo danes. Dijaki, vključim jih v pouk, torej frontalni pouk je tisti, ki prevladuje. Morate vedeti, da tudi v gimnaziji je 30 dijakov, da je mogoče malo večji logistični podvig, ker je normativ višji kot mogoče kje druge, delo po skupinah in tako naprej. Je pa res, da tudi vključujemo te elemente modernega pouka, kar nekateri imenujejo formativno spremljanje, medvrstniško vrednotenje, samovrednotenje, preverjanje, sprotno preverjanje predznanje in tako naprej, ampak ni pa to prevladujoča metoda, odkrito pri meni ne. Tudi menim, da smo te posamezne metode že uporabljali, da se že uporabljajo ne vem koliko, zdaj je nomenklatura malo drugačna, poimenovanje je malo drugačno. Skratka, skušam narediti nek zanimiv, raznolik pouk, seveda ob vsej resnosti, in pričakujem od njih zbranost in angažma. Učenje normalno mora biti prijetno, dobro je, če je prijetno, ne more pa vedno biti. Oziroma preveč mogoče poudarjamo, da ta zabava, zabava, če gre, vse pa ne more biti zabavno in niti ne sme biti. Pouk je tudi resna stvar, tudi služba je resna stvar. Jaz se tudi ne morem samo zezati v učilnici, pa tam nekih frisov pokati, pa vicev. Jaz moram nekaj resnega njim dati. Jaz moram pokazati, da nekaj znam in moram od njih tudi nekaj zahtevati. To je tudi ključ pouka. To je zanimivo, mene je to moj otrok naučil. Hodil je na isto šolo, kot jaz učim. In sem zjutraj ga pripeljala v šolo in sem rekla, fajn se mej. Mami, šolo gremo. Ne. Isto pri meni. Ne grejo se imeti v šolo fajn. Šola je tudi frustracija. Tako je. In v življenju bodo frustracije. Mi jih pa moramo naučiti se spopadati z njimi. In da so sposobni v bistvu ta napor, kar usvajanje znanja je, prenesti in v bistvu s to frustracijo živeti. Tako. Ja.
Kaj pa opažate, recimo, kaj je, ali mogoče vam pripovedujejo, kaj je pa tisto, kar v šolstvu otroke, učence in dijake najbolj moti? Kaj je pa tisto, ko oni spregovorijo, kaj zaznavate, recimo, da je njim najtežje? Ja, če boste šli zdaj v razred, bodo rekli, da je preveč ocen, Ja. da ne bi imeli več testov, da bi imeli daljše odmore. Ja. Jaz pa mislim, da v resnici, če pa tako pogledamo, se mi zdi, da so premalo slišani. Otroci imajo tako nore ideje, da včasih res samo obstaneš in res, koliko se lahko od njih tudi naučiš. Ne? In se mi zdi, da včasih jim damo premalo možnosti, da so slišani, premalo jim damo možnost, da izstopajo iz tistega kalupa, čeprav zopet ne v stilu imaš pravico, da si poseben, imaš pravico biti drugačen. Ja, seveda jo imaš, ne? Ampak hkrati pa moraš misliti tudi na to, da si del skupnosti. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, no, da se jih premalo sliši, da bi znali povedati kaj. In kar smo na parlamentu, recimo jaz sem 12 let vodila šolski parlament, mi smo iz šolske, občinske, regijske ravni prišli tudi na državno. Nas so sprejeli v državnem parlamentu. In tisto, kar slišiš, tisto enkrat na leto, v tistem dopoldnevu stojiš in gledaš. Res smiselne ideje, smiselne rešitve. Potem pa to tam ostane. Pri tistem dopoldnevu. Nič ne gre naprej. Ne? Pa se mi zdi, da bi morali v te spremembe, predvsem naši učitelje praktike v šolskem sistemu bolj upoštevati. Saj nam dajo besedo, se lahko povemo. Isto otrokom dajo besedo, saj ne. Ampak pogosto pa nismo slišani. Pri nas, zdaj smo ravno imeli analizo šolskega barometra, ko so tako starši kot zaposleni, pa tudi dijaki izpolnili anketo o zadovoljstvu s šolo in navajali so, da najbolj jih moti, spet smo tam, nefair odnos profesorja. Jaz sem rekel, ok, to pije vodo samo takrat, ko vi veste, da ste vse ali pa dovolj naredili, da ste sami k temu prispevali, da ste dali vse od sebe, potem lahko govorite mogoče o nefair odnosu, potem o mogoče kdaj nejasni razlagi, seveda o stiski, dan, dva pred tem strnjenim ocenjevanjem znanja, ampak tudi tukaj sem na isti način nagovoril, ne, sem rekel, gledajte, če ste vi delali dovolj sproti, če ste se pravočasno začeli učiti, če ste pravočasno načrtovali učenje, pa ste vendarle bili v stiski, še to nekako razumem. Če pa ste lenarili, pa čakali do zadnjega, pa ne vem, če je to ravno čisto upravičeno. Potem, torej tudi preveč ocenjevan naenkrat, ampak to je pač tako, ne? Glejte, mi moramo nek del snovi predelati, da lahko potem to ocenjujemo. Res je, mogoče zdaj letos moji večina že ima ocene, kar pomeni, da bo skoraj mesec dni pouka, mi usvajamo novo snov, ki pa vemo, da če je ne bomo preverili, se ne bodo kar tako učili, ne? Mogoče potem za maturo in bomo to potem naslednje leto preverjali, mogoče že septembra. Ampak to ni stalna praksa, ta praksa ni vedno mogoča. Kot sem že povedal, moramo predelati nek del snovi in potem je pač to ocenjevanje, ko je, začne se v prvem ocenjevalnem obdobju tam novembra, decembra in takrat je res po 2-3 testi na teden, pa tudi ustne ocene in pa potem aprila, maja, pa še nekaj v juniju. Taki je pač šolski koledar, taki je ritem in ne vem, koliko se tukaj da dosti spremeniti. Zdaj, vse šolski koledar nam omogoča nek manevrski prostor, ne pa vedno in mogoče ne dovolj, kot si dijaki to želijo. Če se vrnemo samo za trenutek k tem stiskam, ne? Tem, ki so vezane na spraševanje in na teste. Kaj pa otroci, ki se recimo tega, bom rekla, nadpovprečno bojijo, ki jih v bistvu že samo to, da bodo vprašani, spravljajo v stisko, mogoče imajo celo panične napade, močno čustvujejo ob tem. Kaj recimo njim svetujete kot učiteljica? Jaz jim pogosto pri ustnem spraševanju, ko vidim stisko, predvsem rečem, razumem. Ker sem tudi jaz imela to. Ne? Mogoče parkrat globoko vdihnemo, popije, ne vem, kozarc vode. Zdaj vidim že, da kar prinesejo stol pred tablo, da sedijo. In jim pač tudi povem, ni konc sveta. Poskusi, ne zdaj obupati pa reči, ne gre, ne. Daj vse od sebe, učil si se, pripravljal si se, pokaži, kar znaš, ne.
je to tudi del življenja. Ne. Res pa poskušamo, vsaj jaz poskušam, no, ker res učim jaz neobvezni izbirni predmet, ne. Da jim nekega dodatnega stresa ne povzročam, dosti ocenjujem preko projektnega dela. Ko zaključimo neko poglavje, potem naredijo nek projekt, kar zajema kar dosti dela, ampak so priprave v šoli in ni tisto klasično spraševanje. Zopet to sem neobvezni izbirni predmet, ni maturitetni predmet, nisem na gimnaziji, ne. Se to mogoče tudi manjše skupine so, manj številčne, se kaj takega da, ne. Tako da jim poskušamo s temi alternativnimi oblikami ocenjevanja tudi, ne. Ampak dejstvo pa je pač, da bodo morali se znati tudi za sebe postaviti, kdaj kaj povedati pred večjo množico ljudi. In to je, v tem se kalijo, no. S tem se učijo tudi javnega nastopanja, ki pa ga vsako življenje tudi mora poskusiti, ne. Opažate recimo vi, da nekateri dijaki in dijakinje so bolj vešči ali pa jim je lažje spraševanje, drugim pa pisanje? In obratno, da nekateri imajo težavo pisati, čeprav veste, da recimo vejo veliko več, kot potem napišejo? Ja, tu bi skoraj lahko posplošil. Večinsko, ne, te generacije nove, ki prihajajo, imajo več težav s pisanjem. Ne, zaradi, vse vemo, vseh teh elektronskih medijev, kot družba postajamo površni, branje knjig ni več vrednota. So pa bolj vešči, kot generacije prej, v nastopanju. Zdaj nekih večjih stisk jaz pri ustnem ocenjevanju nisem videl. Če zaznam to pri dijaku, zapeljem pogovor tak, da niti ne ve, kdaj je začel prav odgovarjati. Skratka, ga nekako razbremenim stresa. To je tudi namen, da na ta način jih jaz pripravljam na maturo. Kajti matura ima strogo predpisano formo. 50% šteje esej, 30% razčlemba neumetnostnega besedila, torej slovnica in pravopis, in 20% ustni del. In ključno pri ustnem delu je to, da so dijaki dovolj sproščeni, da jih ni strah, kajti strah je največji sovražnik, strah ubija sanje, strah ubija. Ne, in, pač dejansko, pa se pravim, generacije, poglejte, jaz se spomnim, ko sem bil v osnovni šoli, jaz sem mogoče imel 2 referata, 2-krat sem nastopal pred oddelkom. Moja hči v vrtcu je vsaj 5-krat morala predstaviti nek plakat, tako da kar se tega tiče, šola je napredovala, dijaki si upajo, tudi če kdaj niso najboljše pripravljeni, pridejo pa se nekako znajdejo. Ne, tako da večjih težav jaz pri nastopanju in pa ustnem ocenjevanju nisem videl. Res pa je, da spisi, površnost, vejice, pač ta sposobnost pa kar upada pri dijakih, to pa res. In to rapidno in vidno. Kako pa bi, recimo, vi spodbujali branje, ki je težava? Jaz se trudim na vse načine, knjige približati, da ne vem, poskušam povezati z videoigricami, recimo tip pripovedovalca, ne, prvoosebni, ti si prvoosebna igrica, vidiš iz svojih oči, sem tja, tretja osebna, vidiš onega ludeka tam. Skratka, na ta način potem povežem s kakimi filmi, s kakimi serijami, ampak to, kjer je zraven slika ali pa še glasba, pa glede na to, da je vse to dostopno, je pač bolj mamljivo kot knjiga, ki se zdi danes duhamorna. Je pa res, da imam tudi nekaj dijakov, ki pa recimo so prebrali Zločin in kazen in to dolgo verzijo, kar je pohvalno. Skratka, na vse načine jim skušam tudi z zgledom pokazati, da je pač fajn, če knjige poznaš, če ti je to zabava. Pri nekaterih bolj, pri drugih manj uspešno, ampak pri vsem tem ne smemo pozabiti, da so otroci posledica časa, v katerem živijo in ne vzrok. In zaradi tega jaz zdaj ne morem kaznovati, če oni pač raje delajo nekaj drugega, ne, kot pa pač berejo. Jih pa skušam seveda spodbujati, tudi s tem, da mogoče izberem kakšna krajša besedila za domače branje. Ne. Drugače pa ne vem, toliko učinkovitih metod, ker ta branje kot vrednota in predvsem branje kot zabava, kar pojenja in upada. Spomnila sem se na to, kar ste vi rekli, mislim, da za Val 202 v oddaji Jezikanje, da to, kar se dogaja v družbi, ne, v bistvu se odraža potem na šolstvu. Ne. In to je tudi ena od teh stvari. Torej,
to, kar profesor Ajt opisuje, ne, živimo v nekih drugačnih časih, v tem hipnih zagotovitvah, hipnih potešitvah v času družbenih medijev in postaja branje, ki terja to, da si ti na mestu, imaš koncentracijo. Zid-sleder, težava. Ne? Ja. In je zelo pomembno, da verjetno imamo učitelje, ki znajo otrokom razložiti, kakšno bogatstvo se skriva v knjigah in kaj vse lahko v bistvu s tem, ko bereš, ne, pridobiš. Osmisliti moraš, ne? Osmisliti, zakaj to morajo. Mislim, zakaj je to dobro za njih. Ampak točno to sem pomislila, ko ste pripovedovali. Otroci so ogledalo družbe. Včas govorijo, kaj mladi delajo narobe, kakšni so, kakšna koncentracija, koliko so na telefonih, koliko so pa starši. Tako da sebe ne vidimo, ne? Ja. Tako da v bistvu družba kritizira otroke za nekaj, Seveda. Kar v bistvu družbi tako ali tako. Govorimo o svojih otrocih, kdo jih je pa take naredil. Ja. Najprej primarno domače okolje, družina, potem malo širši družbeni krog in pa družba kot taka. Kaj jih definira? Kot tista teorija v naturalizmu, dednost, okolje in čas. In to je pač, otroci so vedno posledica. Nikoli sami po sebi vzrok. Ne, mogoče, tako kot se v naravi povsod kakšne anomalije pojavijo. Nekdo se rodi hudoben, tako tisti primer v Srbiji, recimo. Ampak velika večina je pač posledica širšega družbenega dogajanja. Tega se moramo zavedati tudi, ko kdaj učitelji, po domače povedano, pojamramo. Ne. Takrat moraš si najbolj vodo v usta naliti, ne, pa se zavedati, da otrok ni a priori kriv, da je pač posledica nekoga ali nečesa, tudi tebe samega. In tukaj spet priporočamo serijo Adolescenca, ki se ukvarja ravno s tem, kako kompleksen je v bistvu ta sistem, ki vpliva na otroke in da v bistvu ni otrok sam po sebi tak ali drugačen, ampak je tukaj serija nekih stvari, ki vpliva na to, kaj se z našimi otroki dogaja, brez da bi včasih vedeli, kaj se z njimi dogaja. Če bi lahko vidva spremenila eno samo stvar v šolah, v šolskem sistemu ali v učilnici, karkoli, kaj bi spremenili? V šoli? Ja. Kot taki. Mogoče v gimnaziji bi skušal uvesti neka znanja ali pa vse, da bi jih seznanil z življenjem tudi sicer, kaj počnejo posamezne institucije. Recimo, če gledam svoj primer, jaz sem živel v nekem gimnazijsko-študijskem inkubatorju in ko mi je absolvent potekel, ker pač nisem bil najbolj priden več takrat, sem moral se potem prijaviti na center za socialno delo, si urejati zdravstveno zavarovanje in tako jaz nisem pojma, kaj to sploh je, kaj je to SPE. Kdaj niste bili bolj pridni? Na koncu študija, malo sem pač potegnil v absolventa in tako naprej, potem kaj je to SPE, kaj je to DOO, kakšne so osnove nekega trga. Predvsem pa bi uvedel predmet biti človek in to bi moral biti obvezen izbirni predmet, ocena bi morala biti pa opisna. To. Ja, jaz bi se bolj mogoče na osnovno šolo ravno to, ne, življenjsko učenje, šolo za življenje, da bi res se kakšen takšen predmet, ne, kjer se neke osnove, ne, kako, ne vem, plačati položnice, kako napisati prošnjo za delo. To je zdaj recimo pri etiki počne, mi ustvarjamo podjetje, jaz jih razdelila v skupine in učenci, eden v skupini je direktor, en je kadrovnik in 2 sta za marketing. In oni morajo recimo znati preračunati stroške za elektriko, koliko je odvoz smeti, koliko bodo, ne vem, porabili vode za to in to storitev, karkoli si pač odločijo. Kaj je pomembno, kaj iščejo pri človeku, ki ga bodo zaposlili. Take življenjske stvari, meni zdi tega tako premalo, toliko enih podatkov, ki so zdaj dostopni, ne vem, v žepu. Vsak ima pri sebi neka dejstva, ki jih lahko takoj dobi, ne. Vsak, ne vem, te informacije so tako dostopne, da je nepotrebno, da se zdaj to učijo na pamet. Potem pa odpovejo pa na tistih življenjskih situacijah, ne. Ste jih pa, v bistvu so bili pa tudi politiki, ne? So nastopali kot politiki vaši učenci, ne? Ja. In ste rekli, mislim, da za večer, da so bili odlični, da ste se čudili. Ja, odlični so. Tiste smo bili pa volitve za župana razreda, ja. In so morali napisati program, ja. In ja,
včasih kar obstojiš. Kakšnega učenca, ki je sicer tih, zadržan, pa naraven govorec, no, res. Tako da, ja. Ena od vaših učenk vas je, mislim, da pri filozofiji vprašala vprašanje, na katerega bi jaz v bistvu želela odgovor. Mislim, da vas je vprašala, ali živimo ali umiramo. Kakšen je odgovor? Odvisno, kako gledaš. Tudi takrat mi niso prišli do konca. Po moje to ne vem. Odvisno tudi od tega, je kozarec na pol poln ali je na pol prazen. Všeč mi je bilo, ker je bila to debata, ker so se drugega aktivno poslušali, niso se skregali, ampak so se prepričevali, argumentirali, ne. Nismo prišli do zaključka. Vsak je ustvaril svoje mnenje. No. Ampak to je verjetno to, kar ste prej rekli, ne? Da je v bistvu fascinantno, če te otroke poslušamo, tudi kaj nam imajo oni ponuditi. V osnovni šoli, da učenka vpraša neko tako v bistvu filozofsko vprašanje, na katerega mi nimamo odgovora in kjer je veliko odgovorov, v bistvu nam da misliti, ne, kaj vse v bistvu izgubljamo, če teh otrok ne poslušamo in če jih nimamo za, v bistvu, če v njih ne iščemo znanja, ampak samo ocene. Ja. Da jim damo možnost, da razmislijo, da izrazijo svoje mnenje, včasih res obstaneš z odprtimi usti. No. Kaj vse razmišljajo, kje vse si ustvarijo mnenje, pa res jim dam kakšne take težke teme, ko si mislim, se to pa mogoče ne bo šlo. Pa si, ne, si ustvarijo mnenje in res obstaneš, no, in samo gledaš in poslušaš. In jaz tudi pri filozofiji nisem nikoli frontalno, nikoli ne stojim pred tablo, ampak vedno sedimo v krogu, smo enakovredni sogovorniki in sem jaz samo moderator. In oni vodijo pogovor. In to zaidemo v take globine, da res obstaneš, pa gledaš in samo poslušaš in se učiš. Na koncu, čisto za konec, če bi lahko nagovorili, oziroma imate možnost, da nagovorite, zdaj se vračamo k temu, da smo ob koncu šolskega leta, to, s čimer smo mi tri tudi začeli, a ne? Da smo v teh posebnih tednih, ki ima neko specifiko in v srednji šoli in v osnovni šoli, če bi lahko nagovorila vse otroke in mladostnike v osnovni šoli in v srednji šoli, kaj je tisti stavek, ki bi jim rekli? Trenutno zdržite. Kmalu bo konec, splača se stisniti malo, res imamo čisto malo še do konca. Vsi smo utrujeni, vsi smo naveličani, ampak že vidimo luč na koncu tunela in jaz mislim, da se splača res še tele zadnje atome energije stisniti, pa da imamo potem prosto poletje. No. Ja, zdržite, radi se imejte, tudi ta stres bogati. Kmalu ga bo konec, kmalu bodo počitnice, ko se bo začela drugačna dinamika. Takrat se bomo vsi malo sprostili in šli novim zmagam, ki se začnejo že septembra naproti. Skratka, lepe počitnice že vnaprej, to bi jim rad sporočil. In izkoristite vsako sekundo počitnic, da ne bojo potem na koncu septembra prišli pa rekli, kaj sem pa počel. Res vsako sekundo izkoristite. Torej tisto živite. Živeti ali umirati, oboje je sicer hkrati, ampak življenje je med rojstvom in smrtjo, vendar le lepo, osredotočajte se na tisto, kar je lepo, živite polno, bodite srečni, vendar nikoli za ceno nesreče drugega. Hvala lepa, hvala obema za te besede. Hvala lepa tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Napotujem tudi na že prej omenjene, recimo podcast o problemih slovenskega šolstva in rubriki Poglobljeno, kjer smo tudi pisali o sistemskih problemih. Hvala lepa za danes. Hvala za obisk. Hvala. Nasvidenja.